Tole je druga najdražja Kia, ki smo jo kadarkoli imeli na testu. Več kot 41 jurjev stane. Ampak logično se spredaj zgleda kot Macan. To je ziher vredno par jurjev. Podobno s Porschejem že ne more biti slabost, čeprav me dejansko nanj spominja samo tale nos. Se mi pa nasploh celoten avtomobil zdi bolj skladen, če ga primerjam s prejšnjo generacijo. Bolj odrasel in eleganten je. Všeč mi je tudi zadek s tisto letvico med lučmi. Pač privlačen je in tudi zvečer pred ljubljansko Dramo bo izgledal super. Sosedje so mi delali takole s svojimi palci. Najbogatejša oprema in z njo povezana cena sta opazni predvsem znotraj. Armaturna plošča je bogata, veliko je mehke plastike in usnja, v bistvu je trd samo tale del. In stikal je veliko, pa me začuda to sploh ne moti, ker so logično razporejena. Predvsem tile gumbi za klimo so veliki in uporabni. Edino stikala varnostnih mehanizmov so nastreljena malce po svoje. Nekaj jih je tule, nekaj tukaj na volanu in 3 na tej strani. Ta dva sedeža sta ogrevana in hlajena, predvsem pa zelo udobna. Tudi zaslon na dotik deluje hitro in je lepo odziven. Me pa čudi, da je kljub ceni avtomobila vsa stikala za odpiranje stekel, razen voznikovega, treba med manevrom odpiranja ali zapiranja ves čas držati. In vedno se lovim s to streho, ki ima en sam gumb za premikanje senčnika in še stekla. Pač lahko bi bila 2. No, nasploh pa je tole okolje odlično, prostora je veliko, prtljažnik je s malo manj kot 500 litri prostornine sicer povprečno prostoren, zadaj se sedi dobro. Pri tej znamki sem vedno pogrešal boljši občutek na volanu in ta me sedaj v tej novi generaciji zelo pozitivno preseneča. Če radi vozite, je to kar pomembno. Volan je sedaj lepo obtežen, občutek je dovolj dober in kljub 19 neravnina ta avtomobil dokaj dobro pobira. Pač na manjše tresljaje, ki so značilni za ta razred, pa vseeno računajte. Sicer pa je dober kompromis, ne nagiba se preveč in po drugi strani niti ni preveč trd. Vseeno pa od njega ne zahtevate preveč. Če se boste res agresivno zapodili v kakšen ovinek, takrat bo podkrmiljenje kar občutno, nos bo zelo silil iz zavoja ven, pač hiba celotnega razreda. Ampak pri običajni ali pa malce bolj dinamični vožnji tega ne boste opazili. Tale ima še 4-kolesni pogon, sredinsko zaporo diferenciala, če vas bo pot kdaj zanesla na makadam. In po klancu navzdol se zna tudi sam varno spuščati. Imam pa pomislek pri menjalniku, oziroma za začetek pri motorju. Ta 2-litrski CRDI ima 136 kW moči, to je 185 konjev, po občutku pa me spominja na motor s 100 kW moči. Res, nikoli ni posebej živahen in tudi tehnični podatki to lepo pokažejo. Porabi pa vsaj 8 litrov. Se mi zdi, da je krivec v precejšnji meri menjalnik, ki je na trenutke zmeden, nekajkrat je ob pospeševanju ponudil tisti ladijski učinek. Se veste, ko motor tuli, pospeška pa kar nekako ni. Tudi v načinu sportnika je dosti bolje, sam bi raje izbral ročni menjalnik. Pod črto je Sportič zelo dober avtomobil, zaradi katerega lahko skrbi tudi nemške tekmece. In čeprav je cena tokrat precejšnja, je dejansko pričakovana. Takšen Sportič je namreč založen z opremo, ki enostavno ne more biti poceni. Pogon je 4-kolesni, motor zmogljiv, menjalnik samodejni in tako naprej. In prtljažnik se sam odpre, če za njim stojite 3 sekunde, v rokah pa imate denimo vrečke. Evo, senca.